Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. Konec minulega tedna je v našem mestu pod Pohorjem minil v znamenju cvetnega petka in oljčnih vejic. Nekaj utrinkov nam je uspelo ujeti tudi z našo kamero. Ta konec tedna pa bodo kraljevali velikonočni pirhi. Teden dni pred veliko nočjo, v petek 12. aprila, so se v Slovenski Bistrici s svojimi izdelki znova predstavili sejmarji iz vse Slovenije. Kljub slabšemu vremenu, temperature so bile precej nizke, je bil 73. cvetni petek, pozdrav pomladi, dobro obiskan. Več o prireditvi pa je za Studio Bistrica povedal Ludvik Ripolusk, predsednik krajevne skupnosti Pohorski Odred. Lahko rečem, da kljub slabemu vremenu, malo nižjimi temperaturami je sejem dejansko živ. Popestrili so tako naši redni prodajalci iz Ribnice, za suho robo in pa vsi ostali prodajalci, ki so posebej na ograjenem prostoru, kjer se pa prodaja od bižuterije do sadik, mladega drevja, sveže in suho sadje, pa najdemo še marsikaj. Razstavljavcev je 78, nekateri pa žal zaradi slabega vremena in pa predvsem iz Ilirske Bistrice in pa iz Novega mesta in Bizeljskega niso pač žal se udeležili. Ste pa sam dogodek popestrili še z dodatnim programom? Res je, že vrsto let uspešno sodelujemo z Poskavsko pihalno godbo in pa z Twirling klubom Sašom. Tako da bodo zdaj okoli 10. ure popestrili našo prireditev godbeniki iz Spodnje Poskave, prav tako popoldne okoli 16. ure, v okoli 13. ure pa nam bodo zaplesale plesavke Twirling kluba Sašo. Potrebno je poudariti, da je organizacija takšne prireditve zelo zahtevna. Kaj vse pravzaprav morate postoriti, da lahko izvedete ta sejem? Ja, moram začeti na začetku. Najprej potrebujemo soglasje župana kot predstavnika odgovorne osebe za lokalno skupnost, potem oddelek za okolje in prostor moramo pridobiti dovoljenje strani upravne enote, pridobiti moramo dovoljenje za zaporo Grajske ulice, soglasje zdravstvenega doma za zdravstveno presojo in ko vse to zberemo, vse dokumentacijo dobimo, poleg dovoljenja še Zavoda za kulturo, glede teh prostorov, ki jih imajo v upravljanju, lahko damo vlogo v upravno enoto in zaprosimo za dovoljenje. Zagotovo pa že razmišljate tudi o organizaciji prihodnjih prireditev, se morda v prihodnje obeta kaj novega? Želimo si, da bi popestrili to prireditev tudi za naše najmlajše in v ta namen si želimo odpreti vstop v park, kjer bi bila napihljiva igrala, s čimer nikakršne škode ne bi nikomur naredili in po končani prireditvi bi dejansko tudi pospravili, tako da želimo si, da bomo v prihodnje uspeli. Vsekakor pa za 75. obletnico si želimo nekaj malo večjega, pa malo bolj prodornega. Na stadionu v Slovenski Bistrici je v soboto, 13. aprila, potekalo drugo izbirno tekmovanje za mladinsko gasilsko olimpijado, ki bo julija v Švici. Po zanimivih bojih so se na olimpijado vrstili mladinci PGD Drenov Grič, Lesno Brdo, ter enoti mladink PGD Zbilje in PGD Andraž nad Polzelo. Pri mladincih je zmagala enota Drenov Grič, Lesno Brdo pred Blagovico. Tretji je bil Šentvid pri Stični. Četrto mesto pa je osvojila enota PGD Slovenska Bistrica. Pri mladinkah so največ znanja in veščin prikazale Zbiljčanke, ki so slavile pred Andražem nad Polzelo. Tretje mesto so osvojile Oplotničanke, četrta pa je bila ekipa z Gornjega Tuhinja. Drugo izbirno tekmovanje sta organizirala PGD Slovenska Bistrica in PGD Oplotnica v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije. Za oceno prireditve smo poprašali Francija Petka, poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Moram reči, da je zelo dobro. Hvala organizatorjem, ki so pripravili za res odlične pogoje, tako da so vse ekipe, bom rekel, lahko na enakih pogojih pravzaprav tekmovale.
In po tekmovalni plati, kaj lahko pričakujemo od ekip, ki so se uvrstile na olimpijado? Res je, da je zdaj že to drugo izbirno tekmovanje, kjer bi ekipe že morale biti, bom rekel, sorazmerno dobro pripravljene. Je še slabe pol leta do gasilske olimpijade. Zdaj prve oziroma 3 ekipe bomo videli od rezultatov, ali bo to 2 mladinski ekipi ali bo to 2 ekipi mladink. Na olimpijado se pač uvrstijo 3. Ena moška, ena ženska in pa še ena po rezultatih. Tako da rezultati, bom rekel, še niso ravno najbolj vrhunski, sploh pri mladincih so bili rezultati sorazmerno slabi, ampak napake so tiste, ki so bile problematične. Pri mladinkah pa moram reči, da sta obe ekipi, prva in druga, ki sta potencialni kandidatki za uvrstitev na olimpijado, dosegli odlične rezultate. V soboto dne 13. aprila je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti izpostava Slovenska Bistrica v Domu kulture Andreja Stefancioza v Studenicah pripravil 39. območno srečanje odraslih folklornih skupin. Predstavilo se je 7 folklornih skupin, ki delujejo na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Program je povezovala Zdenka Detiček-Opič, po strokovni plati pa je srečanje kot ocenjevalec spremljal Tadej Teran. Prireditev so finančno podprle občine Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Po zimi, poleti sem hodil dekleti, ko pa pride jesen, pa še blizu ne smem. Sem stolček pristavil, da gor bi se spravil, se je stolček zmaknil, se mamco zbudil. Je mamca gor stala, je Micko vprašala, le kdo je to bil, da je mene zbudil. Le kdo je to bil, da je mene zbudil. Micka! Ja, mama, kaj se je zgodilo? Kaj te zomna nekaj ropoče? To je zihar soseda Muce, ko miške lovi. Zdaj se boš pa ti še norca davila. Se meni kar zdaj sosedo Mucek, da neki tisti Franček sosedo, pa ki za teboj lazi. Se ni prvič. Veš ko, Micka, jaz sem pa čula praviti, da je pravi falot hodi za deklinami, pol se pa norce dala z njimi. Ne, moj Franček pa že ni taki. Bomo še vedle, sam da se naš po kolinah takla, pa se mi jukala. Ti kar naredi, kak čajš. On me ima rad. Bomo vedli.
Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so od 8. do 15. aprila obravnavali 11 kaznivih dejanj, od tega 6 kaznivih dejanj tatvine, kaznivo dejanje velike tatvine, 3 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari in kaznivo dejanje poslovne goljufije. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je storil kaznivo dejanje tatvine in s tem lastniku povzročil za 500 evrov materialne škode. Neznani storilec je storil kaznivo dejanje velike tatvine in s tem dejanjem lastnika oškodoval za 1000 evrov. Neznani storilec je s tatvino podjetje oškodoval za 2500 evrov. Lovnik. Neznani storilec je z dejanjem tatvine lastnika oškodoval za 500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 19 prometnih nesreč. Od tega so 4 prometne nesreče obravnavali kot prekršek, v 12 primerih so odstopili od ogleda in udeležencem izdali pisno obvestilo. V 3 primerih pa so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 4 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali en obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 70 plačilnih nalogov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 11 intervencij, in sicer 6 intervencij v zasebnih prostorih ter 5 intervencij na javnem kraju. V vseh primerih so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. S tem tudi zaključujemo redno tedensko informativno oddajo Bistriški tednik in vas lepo pozdravljamo do prihodnjič. In bodite ob koncu tedna prizanesljivi do svojih trebuščkov.